Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni predsedujoči po svetu, profesor dr. Rado Bohinc, spoštovani sodelujoči referentje in referentke, cenjene podpornice in podporniki pobude za več družbene odgovornosti v Sloveniji in svetu, državni svetniki, poslanci, predstavniki civilne družbe, predstavniki medijev ter vsa zainteresirana javnost. Dovolite mi, da vas pozdravim v dvorani Državnega sveta, drugega doma našega parlamenta. Danes bo govora o temi, ki zadeva sedanjost in še posebej prihodnost posameznikov, naroda, posledično pa tudi celotnega človeštva. Veseli me, da je listina z 10 zahtevami za družbeno odgovornost izzvala našo civilno sfero in spodbudila oblikovanje povsem nove družbene platforme, ki jo, kot vidimo, do danes podpira vrsta eminentnih slovenskih intelektualcev in tudi strokovnih združenj. Glas civilne družbe bi moral biti ključnega pomena. In tudi to takrat, ko govorimo o odgovornem sprejemanju političnih odločitev, ki so še posebej pomembne za voljo svojih dolgoročnih strukturnih in sistemskih posledic. Prav civilna družba in še posebej vi, njen strokovni del, je tista, ki pozna odgovore na mnoga vprašanja in izzive, s katerimi se soočamo danes. In zato bi morala politika veliko bolj pazljivo prisluhniti, jih upoštevati, ter na osnovi mozaika različnih strokovnih ocen sprejemati kakovostne odločitve. In v pretežni meri tudi prevzeti odgovornost za te odločitve. Kajti, če odgovornost izpeljujemo iz besede odgovor, to pomeni, da odgovarjamo za naša dejanja. Na ta način sprejete in v zakonodaji zapisane normativne odločitve bi zagotovo lažje zaživele v praksi in ne bi prevečkrat ostale zgolj mrtva črka na papirju. Odgovornost politike je, da sprejema dobre odločitve, kar pomeni zakonodajo, ki je izvedljiva v praksi. V ozadju odgovornosti stoji etika in z njo politična kultura kot eno ključnih področij družbene odgovornosti. Odgovornosti za kvaliteto življenja državljanov danes in v prihodnosti. V tem kontekstu je sodobni slovenski javnosti zagotovo najbolj izstopajoča diskrepanca med v ustavi zapisano socialno državo ter realnostjo, s katero se vsakodnevno sooča naš dvomilijonski narod. Deklarirana socialna država vse bolj postaja tiktakajoča socialna bomba. Neodgovorno je, da nekontrolirano dopuščamo odliv možganov. Ne skrbi nas dovolj prisotnost tujih gospodarskih družb, ki prek transfernih cen odlivajo dobiček v tujino, o tem pa k nam ne prinašajo sodobnih tehnologij, temveč predvsem izkoriščajo naravne resurse, silijo v predimenzioniranje logistike in energetske infrastrukture za svoje potrebe, medtem ko ostali deli slovenskega gospodarstva od njihove prisotnosti na slovenskem trgu praktično nimajo ničesar. Kot gospodarstvenik se zavedam, da ni mogoče govoriti o kulturi, športu ali življenjskem standardu nasploh, če zato niso izpolnjeni nekateri ekonomski pogoji. Po drugi strani pa stojim na stališču, da delamo zato, da lahko dobro živimo in ne živimo zgolj zato, da lahko delamo. Družbena odgovornost politike ni le, da izpolnjuje družbene potrebe državljanov. Politika mora imeti jasno koncipirano ekonomsko, tehnološko in demografsko vizijo in imeti zakonodajni vpliv na procese v meri, ki ne omogoča zgolj golega obstoja, temveč razvoj spodbuja. Sodobno in všečno je namreč govoriti o dodatni vrednosti in konkurenčnosti, je pa zelo nerodno ne razmišljati o doseganju visoke produktivnosti in obenem zaščiti človeških resursov. Spoštovani, nekdo je zapisal, da je družbena odgovornost kot veliko morje, v katerem vedno odkriješ kaj novega. Pomembno je, da si zastavimo jasne cilje kot posamezniki, skupina in celotna družba. Kot nacionalna država z omejenimi ekonomskimi, naravnimi in človeškimi viri smo nekako obsojeni, da iščemo drugačne poti razvoja in drugačne rešitve, kot to počnejo nekatere druge države v Evropski uniji, pa tudi širše. Zavedati se moramo, nimamo rudnikov zlata, diamantov ali nafte. Naš kapital so naši ljudje, veščine,
ideje, znanje, inovativnost, ki jo ti ljudje premorejo. Zato nam mora biti dragocen prav vsak posameznik, ki ga je v vseh življenjskih obdobjih treba vzgajati, predvsem pa motivirati, da bo po svojih najboljših močeh razvijal svoje potencijale in prispeval k blaginji svoje družine, države, s tem pa tudi celotnega sveta. To je naša skupna odgovornost. To je naša ključna naložba v prihodnost. Verjamem, da bo današnji posvet, razprava in tudi zaključki doprinos k prepotrebnemu razmisleku odločevalcev o našem bolj odgovornem delovanju v prihodnosti in spodbuda k nadaljnjim, veliko bolj konkretnim korakom v tej smeri. Hvala lepa za pozornost.